Spoštovani, predlagam, da kar začnemo z današnjim dogodkom. Vesela sem, da ste si vzeli čas in prišli k nam na predstavitev te pomembne publikacije, ki jo danes predstavljamo. Lepo vas pozdravljam, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, v imenu Študijskega centra za narodno spravo. In seveda lepo pozdravljam tudi oba moja kolega oziroma kolegico, dr. Tamaro Griser-Bečar, ki bo predstavila delo dr. Damjana Hančiča z naslovom Revolucionarno nasilje na Osrednjem Notranjskem 1941-1945. Predala jima bom besedo, naj povem samo še to, da gre za delo iz naše zbirke o revolucionarnem nasilju, ki izhaja od leta 2009 in je v njej izšlo že kar nekaj knjig, tako o revolucionarnem nasilju na Gorenjskem, na Primorskem. Delo se seveda nadaljuje. Večina sodelavcev Študijskega centra se poleg drugih projektov in programov ukvarja tudi s tem projektom, ki je seveda v slovenskem prostoru še kako potreben. Predajam vam besedo in dr. Hančič, še enkrat čestitke za vaše delo. Vse prav, mogoče je boljš, da tole vzame. Ne, sam tudi gre takole dole. Tako je. Ne, se. Je? Ja. Vse prav lepo pozdravljam. Pred nami je 6. raziskava o revolucionarnem nasilju na Slovenskem, Študijskega centra za narodno spravo, 5, ki jih je šlo v zbirki Revolucionarno nasilje, 1 pa pri Mohorjevi, namreč nasilje na Štajerskem, ki je leta 1941 do 1945, katere avtor je bil prvi direktor Študijskega centra za narodno spravo, dr. Milko Mikola. Dr. Renato Podberšič je avtor študije Revolucionarno nasilje na Primorskem, Goriška in Vipavska. Trenutno pripravlja drugi del, upam, da bo tudi letos končana. Kar 4 knjige pa je izdal naš današnji avtor, dr. Damjan Hančič, in sicer najprej o Gorenjski, šle sta 2 knjigi, Revolucionarno nasilje na vzhodnem Gorenjskem in potem pa na osrednjem in zahodnem Gorenjskem. Potem je sledila njegova knjiga Revolucionarno nasilje v Ljubljani in danes predstavljamo že njegovo 4. knjigo v sklopu tega nasilja. Študija obsega tokrat revolucionarno nasilje na osrednjem Notranjskem med leti 41 in 45, torej območje jugozahodno od Ljubljane ob železniški progi Ljubljana-Trst do nekdanje Rapalske meje. Knjiga je tukaj pred vami, je seveda prva knjiga iz Notranjske, delo se nadaljuje. Ponavljam to, kar smo vedno znova poudarjali, namreč, da dogajanja med drugo svetovno vojno sploh ne moremo razumeti, če se ne upošteva ta 2 ravni dogajanja, namreč okupacijo in revolucijo ter revolucijo in upor proti tej, kar je seveda povzročilo spopad med Slovenci samimi oziroma državljansko vojno. Prav na Notranjskem in Dolenjskem je državljanska vojna pustila najhujše posledice. Študija dr. Hančiča je prva študija z območja Notranjske, torej Dolenjska nas še čaka, to bo ta najhujši zalogaj. Osrednja Notranjska je bila strateško pomembna prav
zaradi že omenjene železniške proge Ljubljana-Trst. Spomnimo se napada na Preserski most decembra leta 1941, zaradi katerega so Italijani aretirali številne prebivalce bližnjih vasi in končno 48 domnevnih udeležencev izročili vojaškemu vojnemu sodišču v Ljubljani. Pozneje so pridružili še 21 žrtev, tako da je bilo na procesu obtoženih takrat kar 69 prebivalcev Borovniške kotline in 28 je bilo obsojenih na smrt, 12 na dosmrtno ječo, 4 na 30 let zapora in tako naprej, 19 pa jih je bilo oproščenih. Dejansko so potem 16 na smrt obsojenih tudi ustrelili, namreč marca 42. leta. Tukaj je treba spomniti na to, da se je za te obsojene zavzemal tudi ljubljanski škof dr. Gregorij Rožman. Seveda upošteva te žrtve dr. Hančič tudi, te so, ker podobno kot na Dražgošah, kjer so partizani povzročili pravzaprav to tragedijo, so tudi ti na smrt obsojeni, na smrt torej usmrčeni in seveda obsojeni tudi žrtve nasilja. Hančičeva raziskava obsega območje od notranjih goric Brezovice, Borovnice, prek Vrhnike, Logatca do Odršice, Kalc in Planine. Kot poudarja avtor, obsega največji del njegove študije prva 3 leta vojne, torej leta 1941 do 1943, ko je bilo revolucionarno nasilje na tem območju najhujše, žrtve pa so bile večinoma civilisti, seveda so civilisti neoboroženi. Prvi dvig žrtev je zaznal leta 1942, ugotovil pa je tudi, da je bilo že v letu 1942 v primerjavi z dolomitskim področjem seveda manj žrtev kot pa na dolomitskem področju tukaj. Seveda bo tudi severovzhodno območje, torej območje Dolomitov, še natančno raziskano, vendar je študija upoštevala tudi najpomembnejše dogajanje na širšem okolju, torej predvsem na območju Polhograjskih Dolomitov in Menešije, ker so bili ti s območjem, ki ga obravnava, zelo povezani. Dr. Hančič je seveda raziskal tudi naslednja leta, vključno s prvim mesecem po vojni in po boji vrnjenih domobrancev. Prav maja in junija 1945. leta je število žrtev doseže absoluten vrhunec. Pomorjena je bila velika večina domobrancev, ki so jih Angleži vrnili in ki so bili doma na področju osrednje Notranjske. Avtor ugotavlja, citiram, da število žrtev tudi na tem območju presega število žrtev vseh prejšnjih valov medvojnega revolucionarnega nasilja. Samo leta 1945 je bilo umorjenih 120 oseb, skupno pa v letih 1941 do 1945 134, torej 102 osebi leta 1945, maja, junija. Avtor opozarja, da je za to območje ohranjenih manj arhivskih virov, kot jih je bilo za Gorenjsko in Ljubljano, zato se bolj opira na spominsko literaturo in ustne vire, torej pričevanja seveda. Naj omenim tukaj še Rome, ker je trenutno debata o pokopu Romov na Žalah in se ljubljanski župan opira jih tam pokopati. Študija vsebuje torej tudi poglavje nasilja nad Romi na Blokah in Viški,
V obdobju od 10. maja do 22. julija 1942 so partizani ubili najmanj 160 Romov, od 350 do 400, ki so živeli na območju Ljubljanske pokrajine, in sicer na Dolenjskem, Notranjskem in v Beli krajini. Umorili so moške, ženske in celo dojenčke in to nadvsem odvratno dejanje upravičevali s tem, da so bili umori zaradi zavarovanja pred Italijani nujni. Damjan Hančič natančno navaja obseg nasilja in število civilnih žrtev, ki jih je povzročila revolucionarna stran, to se pravi varnostne enote, partizanske enote, varnostno-obveščevalna služba, vojska državne varnosti in organizacija za zaščito naroda oziroma OZNA. Monografija opisuje posamezne primere nasilja, vsebuje pa predvsem tudi seznam vseh znanih medvojnih civilnih žrtev revolucionarnega nasilja na osrednjem Notranjskem in nudi dober pregled žrtev na posameznih območjih. Znanstvena monografija zgodovinarja dr. Damjana Hančiča je temeljna raziskava revolucionarnega nasilja na osrednjem Notranjskem. Seveda svojo raziskavo še nadaljuje. Damjan, prosim. Ja, hvala za uvod. V uvodu je bilo že kar veliko povedanega v knjigi, zato bom jaz mogoče, da se ne bi preveč ponavljali, bi pač povedal, da knjiga vsebuje tudi nekatere, za razliko od prejšnjih izdaj revolucionarnega nasilja, tudi nekatere fotografije, ki smo jih dobili v Muzeju novejše zgodovine, ki opisujejo pač, ki prikazujejo večinoma posledice recimo partizanskih miniranj teh prog na tem območju, se pravi železniške proge na tem območju. Potem zdajle, kot je bilo že povedano, sem vzel tale predel, ki je v glavnem osrednje Notranjske v železniški progi. Čeprav je bilo tukaj nekoliko manj nasilja partizanskega, prav zaradi tega, ker je bila ta proga kar precej zastražena in je v bistvu veliko odmeva revolucionarnega nasilja je bilo na tem območju prav z področja Dolomitov, kjer je bilo pa recimo manj teh okupatorskih enot in zaradi tega se je lahko revolucionarno nasilje pa partizansko gibanje tam veliko bolj razširilo. Potem je pa še seveda, ki še zdaj ni objavljeno, je ga pa že ena sodelavka temeljito raziskuje, je pa to območje jugovzhodno od tega območja, to se pravi območje Cerknice pa Babnega polja in Bloške planote, kjer se potem, kjer je bilo to nasilje dosti bolj razvito oziroma je bilo veliko več žrtev kot na tem območju. Tole imamo en zemljevid predvojne Notranjske, kot vidimo, je bila s tole Rapalsko pogodbo razdeljena, se pravi nekdanji del Notranjske, ki je spadal v deželo Kranjsko na dva dela, se pravi Postojna je bila pod Italijo, tukaj je bila meja pri planini in recimo tako, da recimo območje Postojne pa to ima značilnosti revolucionarnega nasilja, kot je značilno za Primorsko, se pravi ta bivši jugoslovanski del Notranjske pa ima seveda te značilnosti, kakršne so značilne glede gibanja revolucionarnega nasilja za Ljubljansko pokrajino, to je višek, se pravi prvi medvojni višek revolucionarnega nasilja v letu spomladi ali po prvi polovici leta 1942 in pa potem v prve mesece
po vojni v letu 1945 kot posledica poboja oziroma pomora domobrancev, ujetih domobrancev. Zdaj v knjigi sem obdelal tele vasi oziroma mesta, kraje, no, Brezovica, Preserje, Drenov, Grič, Bevke, Ligojna, Vrhnika in okolica, Zaplana, Borovnica. Potem sem malo šel tudi že na območje, ki bo potem še malo bolj raziskano v naslednji knjigi, se pravi Menišija in okolica. Potem sem obdelal tudi z najnovejšimi podatki, se pravi z temi arheološkimi skopi žrtve v Krimski jami, čeprav s Krimsko jamo sem se nekaj ukvarjal že pri revolucionarnem nasilju v Ljubljani, zato ker je bilo veliko žrtev iz Krimske jame prav Ljubljančanov oziroma z območja Ljubljane, ampak zdaj med tem časom so potem tudi so izkopali to Krimsko jamo oziroma so bolj natančno pogledali žrtve in se potem še določene stvari dopolnili. Potem to, kot je Tamara že prej omenila, nasilje nad Romi in v Blokah in v Iški vasi, potem sem delal še območje Logatca, Plenina, Unec in Hotedrščica. Potem eden zelo odmevnih umorov je bil umor Mravletovih oziroma napad na te Mravletove. Potem glede samih žrtev imamo to, kot sem že prej povedal, v letu, to se pravi 41-42, leta 41 do 43 imamo posod določene žrtve, ki pa se potem seveda ne morejo imeti s tistimi, ki so bile predvsem v letu 1945, ker teh umorov ujetih domobrancev je bilo kar nekajkrat več, kot je bilo recimo že civilnih žrtev v letu 42 po posameznih teh vaseh. Potem imamo to se pravi obdobje 41-43, potem 44-45, pri čemer je večina oziroma 99% recimo iz leta 45 in potem skupaj. Se pravi, to imamo nekako številčno stanje, koliko je bilo teh žrtev, pri čemer je treba povedati, da je to le en poskus ovrednotenja teh žrtev, drugače bomo pa potem, ko bo ta raziskana tudi dva ostala dela notranjske, to se pravi Polhograjski dolomiti in pa to območje Cerknice pa Babnega polja, se pravi, da bomo potem sestavili še en čist popolni seznam vseh teh žrtev, kjer bomo tako, kot sem recimo naredil pri Ljubljani ali pa v tej drugi knjigi oziroma v tretji o revolucionarnem nasilju na Zahodnem Gorenjskem, kjer sem potem celotno Gorenjsko, to se pravi tudi tisto, kar sem že v prvi knjigi delal, sem potem še enkrat prevrednotil te žrtve in sem potem za celotno Gorenjsko izdal tako seznam civilnih žrtev, kot tudi potem po vojni pomorjenih domobrancev. Tako da ta veliki seznam bo šele potem bolj popoln, zdaj kakor en tak poskus. To, se pravi, kot sem omenil, so te slike oziroma fotografije posledic teh napadov partizanskih enot na tem območju, ker najbolj recimo navzven vidno, poleg teh civilnih žrtev so v bistvu se je kazalo to nasilje oziroma partizanske akcije, predvsem diverzantske na železniško progo, ki je z Ljubljane vodila proti Trstu. Noter sta pa tudi v knjigi sta na koncu objavljeni še dve pričevanji iz tega obdobja, to se pravi dve priči, ki se še iz mladih dni spomnite, kako je bilo v času vojne na tem območju. Zdaj, katere vire sem uporabljal, lahko recimo vsaj te glavne arhivske vire
naštejem, se pravi iz Arhiva Slovenije sem pregledal recimo zbirko dokumentov nasprotnikih partizanstva, potem seveda Centralni komitej Komunistične partije Slovenije, potem Okrožni komitej Komunistične partije za Notranjsko, potem grupe odredov in odreditev grup slovenskih partizanskih čet, potem zbirka dokumentov partizanskih vojaških fondov, potem zbirka nasprotnikov, kot so imenovali, narodno-osvobodilnega boja in tiskov-politične sredine, potem v Zgodovinskem arhivu Ljubljana recimo zaplembne spise iz tega območja, potem sem pa uporabil tudi zbirka arhiva Straže, pa nekaterih drugih recimo objavljenih dokumentov, kot so recimo dokumenti ljudske revolucije, ki se nanašajo na to območje, in pa seveda številno literaturo, kajti prav na to literaturo ali pa na spominsko literaturo sem dal nekako največ poudarka. Tako da s tem bi to svojo predstavitev zaključil in dal mogoče še vam vprašanje, oziroma če bi še kakšen drug kaj vprašal oziroma pokomentiral.